Danes bomo govorili o denarju. Ne da se mi o tem govoriti. Criminal, que criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Kaj nisi rekla, da boš video snemala? Sorry, malo sem se zamotila. Ampak vem, da je to zelo pogosto izrečeno ali pa tiho vprašanje mojih sledilcev. Kako lahko Klara tukaj potuje, le kje je ta Mehika? I wish we were in Guatemala right now. Wait, where does Clara get all this money from to travel? Jel ko vidio Klaru skoro? Klara? Pitaj Boga gdje je sad. Klara, dosta. Otkud više? Otkud? Mi ovdje u Njemačkoj crnčimo, a ti sad Guatemala, sad Belize. Morda tale video ne bo čist tak, kot si si ga predstavljal, ker nimam skrivnega recepta. Ampak tole je moja zgodba odnosa do denarja. Že od majhnega sem bila zelo varčna in tudi imela rada makarone. Kot študentka, ki je v študiju vedno imela še naziv kelnerca ali pa blagajničarka na Millerju, sem izkoristila vsako priložnost, da grem naokrog. Pa Erasmus na Cipru, pa Erasmus na Portugalskem, pa IVS v Jordaniji, pa varuška v Franciji, pa Workaway, pa Couchsurfing. V svoji odrasli dobi sem si tako ustvarila življenjski slog, ki mi dovoli delati manj in več hoditi naokrog. Kaj pa to sploh pomeni? Skuhati si praktično vse obroke sam doma. Iti jest ven, sem takrat, ko ti res zapaše. Iti na dogodke, ki ti ful veliko pomenijo, ampak drugače feščati večinoma v zidanci. Oblačila si z redkimi izjemami, že 4 leta kupujem le iz druge roke, nimam otrok, ne kadim, ne hodim frizerju, ne hodim kozmetičarki in z bližnjimi smo se v bistvu zmenili, da se nehamo obdarovati. V enem stavku to pomeni, da investiram zgolj v stvari, ki so mi res vredne. Who is it? Capitalism. Oni, ne vem točno, kdo oni so, želijo, da se skešeraš na vsakem vogalu. Tu rabiš, tu ti bo pomagalo, zaradi tega boš boljši. A štekaš moj point? Zato sem vedno, ko sem imela redno službo, maksimalno denarja dajala na stran. Ker so bile moje vrednote vedno nekje drugje. In zato je na mojem bančnem računu zaenkrat še dovolj penezov, da lahko pohajkujem naokrog. Ajdi, čau! Ja, fak, ne, najbolj pomembno sem pa pozabila. No, ves ta življenjski slog se odvija tudi takrat, ko potujem. Kaj to pomeni? Ne kupujem nepotrebnih stvari, jem na ulici ali pa si skuham sama, ne hodim si ogledovati stvari, sem ga so in, ampak me v resnici ne zanimajo. In takrat, ko bukiram prenočišča, so ta pa navad najcenejša. Luksusno se pojede in tam je nove guste. V Indiji sem prebrala en priročnik, ki se imenuje You Can Travel, You Are Not a Tree. Polinkanje spodaj in si ga lahko naložiš. Prosim, naj te povezava ne zmede, tam lahko upišeš 0 evrov. Lahko mi pa tudi doniraš kakšen evro za kavico. Moj namen je sem, da ta priročnik doseže največ ljudi in tega bom najbolj vesela. Ja, tam boš najdel ful več informacij glede tega, kako jaz strukturiram svoj budžet, da sem lahko čim več naokrog. Sem pa pred nekaj časa naredila tudi blog objavo z naslovom Preprosto življenje. Čist kratka, je tudi polinkana spodaj in ti bo mogoče dala v pogled, zakaj vam jaz tam na Instagramu napisano Simplistic. Ne smem pa pozabiti, da mi tudi blog prinaša nekaj malega mesečne žepnine in pa kakšen freelancerski projekt, ampak to je res drobiž, ki je rezultat 3-letnega side hustla. In ne moram verjeti, da sem glihkar izgovorila to besedo. Ma daj nekim najedati, no. Ajd, no, sem še tule vam povem. Na trenutnem potovanju, vključno z obveznim in dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, porabim okrog 600 evrov na mesec. V Indiji pa je bil ta strošek okrog 400 evrov. Pa zaključimo. Vzem svoje življenje v svoje roke. Vem, da nas ven zgleda, kako da kakam evre, sem jaz se v bistvu veliko stvarem, ki so drugače normalne, odpovem. Edino, da meni se ne zdi to kot odpovedovanje. Enostavno eliminiram stvari, ki me niso vredne in prioritiziram tiste, ki so mi. To dumb it down. Kupam rezervno baterijo za fotoaparat, ne pa, ne vem, kup kozmetike. Kupam mikrofon za snemanje vlogov, ne pa novih slušalk, ki tele delajo še čist normalno. Investiram v Birkenstock čevlje, ne kupam pa novih nahrbtnikov. Tako da, moj nasvet bi bil, da tretiraš življenje tako kot eno kefco plastelina in jo oblikuješ tako, kot si sam želiš. Itak so pa najbolj vredne stvari zastonj. Kids, don't eat too much cannoli! Jan, kaj si ti? Je že? Me gremo teč. Ne si kad? Let's go, bitches!
Kaki si jo poslal? Načo, čičirika. 1 liter. Mleka manjka. Imaš kakšno vprašanje? Napiš ga spodaj in bom z veseljem odgovorila. Lepe pozdrave iz Gvatemale!